Dober dan. V imenu organizatorja današnjega izobraževalnega srečanja Eline Limfodan, Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, vas vse skupaj prav lepo pozdravljam. Tokratni Eline Limfodan posvečamo kronični limfocitni levkemiji ali KLL. Gre za počasi razvijajočo se levkemijo, ki jo najpogosteje odkrijejo povsem naključno, s pregledom krvne slike med ostalimi in drugimi rutinskimi pregledi. V zgodnjem obdobju bolezni bolniki pogosto ne potrebujejo posebnega zdravljenja, temveč le skrbno spremljanje. Velik odstotek bolnikov s kronično limfocitno levkemijo zdravljenja najverjetneje nikoli ne potrebuje, vendar pa to ne velja za vse. O značilnostih te bolezni, njenem spremljanju, zdravljenju, sopojavih in možnih zapletih bosta spregovorila naša današnja spoštovana gosta. Z nami sta docent dr. Matevž Škrget, doktor medicine, specialist interne medicine in hematologije s kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. Pozdravljeni, docent Škrget. Dober dan. Dober dan, dobrodošli. Z nami tudi Andrej Soršak, doktor medicine in specialist interne medicine z oddelka za hematologijo in onkologijo klinike za interno medicino UKC Maribor. Doktor Soršak, dobrodošli. Hvala, dober dan. Življenje z diagnozo kronične limfocitne levkemije pa nam bo predstavila članica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, gospa Darinka Vazovec iz Maribora, sicer zaposlena in skorajda kolegica našega doktorja Sorška, ker prihaja in dela kot babica na oddelku za perinatologijo v UKC Maribor. Darinka Vazovec, dobrodošla in lepo pozdravljena med nami. Dober dan. Torej, za uvodni pozdrav pa bom ponovno prosila našo izvršno direktorico Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, Kristina, izvoli. Dober dan in lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Današnji dan smo namenili v celoti kronični limfocitni levkemiji. Opažamo, da se čedalje več bolnikov obrača na nas to diagnozo in da smo mogoče v preteklosti tej diagnozi vseeno namenili premalo pozornosti, tako da je danes idealna priložnost tem našim infodnevom o kronični limfocitni levkemiji, da jo pobliže predstavimo tako bolnikom, svojcem, kot pač širši zainteresirani javnosti. Vidimo, da je vse pogosteje se tudi strokovnjaki poslušajo naše dogodke, tako da se mi zdi, da bo za vse nekaj starega, pa zelo veliko tudi novega, novih informacij. Zdaj tako, najpogostejše se na nas obračajo bolniki s kronično limfocitno levkemijo takrat, ko dobijo diagnozo, pa bolezen še ni tako razvita, pa so v fazi opazuj in čakaj, torej spremljanja bolezni samo. In težko je živeti z zavedanjem, da ti neko bolezen imaš, da imaš levkemijo, pa se ne zdraviš, ni še potrebno zdravljenje, tako da je za njih to kar eno težko obdobje. Zato tudi mi v naših podpornih programih združenja poskušamo pomagati tem bolnikom sprejeti diagnozo, jim olajšati to pot, skupaj seveda z našimi strokovnjaki, ki nam pri tem pomagajo, tudi dva zdravnika sta danes z nami. In ker prej, ko je diagnoza sprejeta, prej, ko se človek sooči z njo, lažje je potem tudi živeti ali brez zdravljenja, ker to ni potrebno, ali pa potem kasneje zdravljenjem. Zdi se nam tudi pomembno, da o kronični limfocitni levkemiji spregovorimo zdaj nekaj več, zato ker je to bolezen, za katero je čedalje več novih zdravil, ki uspešno zdravijo takrat, ko je zdravljenje potrebno. Tako da tudi o tem bomo danes nekaj spregovorili, oziroma bosta naša dva strokovnjaka spregovorila. Tako da kar nekaj novih informacij bo, in pa tudi seveda že za nekatere starih, ampak večinoma pa novih. In mislim, da bo zelo dober dogodek.
Seveda Slavka bo skozi vodenje dogodka spotoma predstavila tudi kakšen naš podporni program, ki je primeren za bolnike s kronično limfocitno levkemijo. Jaz bi pa tukaj na tem mestu izpostavila dva, ki sta zelo primerna, in sicer eden je program rehabilitacije za bolnike s krvnimi raki, ki je za bolnike povsem brezplačen in pa pomaga živeti z boleznijo, obvladovati težave, ki jih ta bolezen prinaša, in pa tudi potem po zaključku zdravljenja tistim, ki so zdravljenje prejeli, pomaga nazaj v življenje. Še en program pa je, ki je zdaj nov, pa tudi zelo primeren za bolnike s kronično limfocitno levkemijo, je pa program individualnega spletnega posveta preko spletne strani posvetuj.se, kjer lahko bolniki poiščejo pomoč kliničnega psihologa ali pa kliničnega dietetika in omogočamo jim, da se individualno v varnem okolju preko spleta posvetujejo o svojih težavah z omenjenima strokovnjakoma. Tako da jaz želim en lep in uspešen informativni dan danes in verjamem, da bo super veliko novega, tako da kar gremo z akcijo naprej. Kristina, hvala. Vem, da greš ti v novo akcijo, spet v novo zgodbo, da nas boš iz tega razloga tudi morala vsak hip zapustiti, kajti, kolikor mi je znano, se odpravljaš v Narodno galerijo, kjer se bosta z profesorjem doktorjem Samom Zverom, predstojnikom kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, skupaj udeležila zaključne slovesnosti o podelitvi že tradicionalne nagrade Ljudje odprtih rok, ki jo že skorajda blizu 30 let prireja revija Naša žena. Gre pa seveda za vajin prispevek k kampanji za celično terapijo CAR-T, tako da ti želim tebi in profesorju Zveru srečno, da bomo videli, kako bo s tema nominacijama in kar se da prijetno popoldne, Kristina. Ja, hvala lepa. Kot sem že rekla, en dober in uspešen infodan želim. Hvala lepa. Takole, skorajda že z eno nogo v Narodni galeriji pa se selimo nazaj v Maribor, in sicer, da bomo zares začutili, kako raznolika bolezen je lahko kronična limfocitna levkemija, ki danes posvečamo naš informativni dan. Je z nami naša članica in pa tudi uporabnica programa celostne rehabilitacije za bolnike s krvnimi raki skupaj na poti do zdravja, naša gospa Darinka Vazovec. Darinka, najprej za začetek, kaj nam lahko vi poveste o kronični limfocitni levkemiji, takole ne teoretično, ampak čisto iz prve roke? Ja, pozdravljeni. Kronična limfocitna levkemija je najpogostejša levkemija pri odraslih ljudeh in najpogostejša vrsta vseh levkemij. Bolezen mi ne povzroča nobenih težav, in če ne bi imela diagnoze, sploh ne bi vedela, da imam to bolezen. Živim popolnoma normalno življenje, hodim v službo, delam trojizmenski turnus in imam veliko energije kot prej. Skratka, ne občutim nobenih sprememb, odkar sem zbolela. Tudi nobenih omejitev očitno, ne? Ne, nimam nobenih omejitev, delam tako kot prej vse, počutim se dobro, skratka, nimam nobenih sprememb, no. Darinka, kako je KLL vstopila v vaše življenje? Kdaj ste se z njo seznanili? Koliko ste o kronični limfocitni levkemiji vedeli, preden vam je nekoč zdravnik dejal, gospa Vazovec, vaša diagnoza je KLL? Ja, kronično limfocitno levkemijo so mi naključno ugotovili, in sicer pred 2 letoma na sistematskem pregledu. Nato so me napotili v hematološko ambulanto in na podlagi še drugih preiskav so potrdili to diagnozo. Ko sem izvedela, da imam to bolezen, sem bila resnično v šoku. Toliko različnih misli se mi je hodilo po glavi, bila sem prestrašena, žalostna, zmedena, skratka in obupana, ne vem, spraševala sem se, zakaj ravno jaz mogla zboleti za to boleznijo.
Veliko sem potrebovala časa, da sem uredila svoje misli in sprejela to bolezen. Veliko sem tudi prebrala na to temo in v bistvu delala na sebi, zato sem danes drug človek, drugače gledam na življenje. Zavedam se, da je življenje eno in edino, zato izkoristim vsak trenutek posebej, počnem tisto, kar me veseli in osrečuje. Vem, da je bolezen prisotna, vendar o tem razmišljam pozitivno. Živim naprej, ne obremenjujem se, kako bo v prihodnosti, poskušam pač živeti čim bolj aktivno in kvalitetno. Počutim se dobro, kajti tudi, ker je moje počutje dobro, se pač z vsem ukvarjam tako kot prej. Darinka, ste bili v zadnjih 2 letih, od postavitve te diagnoze, kadarkoli deležni kakršnega koli zdravljenja iz tega naslova? Ne, zdravljenje do sedaj ni bilo potrebno, hodim pa na redne kontrole v Ljubljano, v hematološko ambulanto in ultrazvočne preglede opravljam, tam me tudi spremljajo, in to mojo bolezen. Rekli ste tudi, kar nekaj časa sem rabila, da sem to diagnozo in bolezen in to dejstvo, da sobivate s KLL, da ste lahko to sprejeli, ste potrebovali nekaj časa, ste delali na sebi. Kaj natančno to pomeni? Morda za kakšnega bolnika, ki je zdaj pred kratkim dobil diagnozo in se še težko nosi z njo, kot rada pove naša klinična psihologinja iz teh naših programov, doktorica Vesna Radonjić-Miholič, pravi, da je vse odvisno od tega, kako se z neko stvarjo nosimo. Ja, zelo me je to pretreslo, moram povedati, zato sem tudi rabila veliko časa. Veliko časa sem tudi razmišljala, najtežje mi je bilo povedati to svojim otrokom in zbrala sem, seveda prvo sem mogla jaz sprejeti to bolezen. Veliko sem brala in sem se vseeno na nek način odločila, da bom tudi njim slej ko prej povedala. In oni so me seveda podprli, zdaj pa živim čisto normalno. Včasih se niti ne spomnim, moram reči, tako sem celo odmislim to bolezen, ker mi nič ne manjka, ker sem, v bistvu delam vse, hodim, veliko sem na zraku, tudi skrbim za pravilno prehrano, skratka, to je to, Gospa Darinka, pravite, spremljajo me redno, hematologi. Kaj pa pravijo, tudi sami ste veliko brali, kaj napovedujejo za prihodnost? Se kakšno zdravljenje v vašem primeru bo potrebovalo, se to še ne ve? Kaj veste o tem? Rekli so mi pač, da lahko bolezen napreduje čez leta, desetletja, lahko pa tudi nikoli ne bo potrebno zdravljenje, če bolezen ne bo napredovala in mi ne bo delala nobenih težav, tako so mi obrazložili. Naj tako bo. Še to vprašanje morda za konec, kot nam bodo kasneje zagotovo zdravniki razložili, bolezen ni dedna, se pa pogosteje, tako sem prebrala, pojavlja v isti družini. Ste vi kaj raziskovali, glede na to, da vzroki za razvoj takšnih bolezni pravzaprav niso povsem znani, morda kakšne stvari v vaši družini, ki pa recimo so med temi pogostejšimi dejavniki potem, da človek zboli? Ne, nihče ni imel te bolezni od naše družine, tako da ne vem, če bi bilo kaj to s tem v zvezi. Dobro, gospa Darinka, najlepša hvala za zdaj. Hvala lepa, da ste vse te izkušnje podelili z nami. Torej, kot nam je že predstavila gospa Darinka Vazovec, lahko bolezen poteka pravzaprav na način, da se človek v resnici ne zaveda, in želimo si, zagotovo vsi, da bi bilo tovrstnih primerov in da bi takšni tudi ostali čim dlje časa ali zavedno. Če ravno to vedno ni mogoče, in ravno ta zgodba naše Darinke Vazovec kaže pravzaprav, za kako zanimivo, če lahko uporabim ta pridevnik, bolezen gre, koliko različnih obrazov ima. Doktor Andrej Soršak, drži?
Ja, v bistvu je res, da je zelo raznolika bolezen. Pri marsikomu poteka zelo hitro, v bistvu potrebno že takoj zdravljenje, tudi v bistvu na vsako terapijo ni odziva. Dostikrat vidimo, da so bolniki, ki rabijo več redov terapije, preden odgovorijo. Pri nekaterih pa sploh ne napreduje, ni potrebno zdravljenje, no. V bistvu je teh bolnikov kar dosti. Celo 1/3 bolnikov približno nikoli ne potrebuje zdravljenja. Kaj nam lahko o tej bolezni poveste? Kakšne so njene značilnosti in kaj se v telesu v resnici dogaja, ko date pacientu potem diagnozo, da gre za kronično limfocitno levkemijo? Okay. Tukaj bom rajši delil zaslon. Ne vem, če vidite zdaj predstavitev. Se vidi. Torej, v bistvu pri kronični limfocitni levkemiji gre za razraščanje klonskih limfocitov v krvi, v kostnem mozgu, v bezgavkah, vranici in tudi jetrih. Limfociti so del levkocitov, torej belih krvničk, le-te skrbijo za obrambo telesa pred okužbami, pred rakavimi celicami, torej za obrambo telesa so zelo pomembni limfociti. Kronična limfocitna levkemija je neozdravljiva bolezen, vsaj v veliki večini primerov, poteka pa različno hitro, no. Kot rečeno, 1/3 bolnikov v bistvu nikoli ne potrebuje zdravljenja, pogosto vidimo preživetje več kot 10 let ali še dlje, pri nekaterih pa poteka zelo hitro, no, in ni odzivno na terapijo. Zakaj se pojavi? Jaz sem že malo gospo Vazovec spraševala, kakšni so tisti razlogi, vzroki, če ravno vem, da do končnih odgovorov tukaj še ni. Ja, v bistvu obstaja genetska dovzetnost, torej v družinah je pogostejša pojavnost, ni pa tako izrazita, no. So okoljski dejavniki, tako kot pri drugih levkemijah, torej kot sevanje, določena zdravila lahko tudi povečajo nevarnost, ampak ni tako jasne povezave kot recimo pri akutni levkemiji, tam je ta povezava dosti močnejša. Kakšna je pojavnost te bolezni in kdo ima večje tveganje, da bi za njo zbolel? Ja, pojavnost pa je takšna, da v Sloveniji je približno dobrih 100 bolnikov na leto na novo ugotovljenih, vsaj glede na register zdravil je bilo v zadnjih letih okoli 150 bolnikov vsako leto na novo odkritih. Je pa to bolezen starejših ljudi, torej v povprečju so bolniki stari 72 let, ko se jim odkrije bolezen, samo 10% bolnikov je mlajših od 55 let, torej bolezen starejših. Pri gospe Darinki konkretno smo slišali, da so bolezen odkrili povsem naključno, njeni zdravniki, ko so opravljali pri gospe povsem druge preiskave, te diagnoze ni pričakovala, če jo sploh kdaj v resnici kdo pričakuje. Torej, kako poteka odkrivanje te bolezni? Ja, torej v bistvu se kar pogosto tako zgodi kot pri gospe Darinki. Gospe Darinki, ja. Torej, v bistvu, ko ugotavljamo, ko gledamo kri, vidimo, da je število limfocitov povišano nad mejo 5 krat 10⁹ na liter, in potem posumimo in lahko kar hitro dokažemo to bolezen z nadaljnjimi preiskavami. Pri nekaterih pa se pojavljajo določeni znaki, predvsem se opažamo povečane bezgavke, to so večinoma na vratu ali v pazdušni regiji ali v dimeljski regiji, te so praviloma neboleče, lahko se poveča vranica, torej organ v zgornjem predelu trebuha, tam v bistvu povzroča težave s tem, da je kot velika masa, ki je v trebuhu, postajamo hitreje siti, ko jemo, čutimo tiščanje v trebuhu. Marsikdo ima tudi tako imenovane B-simptome, torej nepojasnjeno vročino nad 38 stopinj Celzija, ki traja več tednov, lahko hujšajo, kljub temu, da normalno jejo, in pa značilno je tudi nočno potenje, torej izrazito se ponoči potijo, tako da se morajo večkrat na noč preobleči. Ko pa v bistvu bolezen napreduje, ko se ti limfociti tako namnožijo v tem kostnem mozgu, pride do motene produkcije ostalih krvnih celic, torej posledično pride do slabokrvnosti,
do pomanjkanja krvnih ploščic s krvavitvami in pa pogostejših tudi okužb. Torej, če se tudi povzame, kaj lahko bolniki pričakujejo, predvsem so značilne pogostejše okužbe, večje uporabe antibiotikov kot drugače, ljudje so lahko utrujeni, zadihani, hujšajo, imajo povečane neboleče bezgavke, dlje časa nepojasnjeno povišeno telesno temperaturo, ponoči se potijo, lahko se pojavljajo tudi krvavitve in zaradi povečane vranice čutijo napetost v trebuhu in so hitro siti, ko jejo. Hvala lepa, doktor Pri redkih Ja. bolnikih pa ugotavljamo tudi, da nastanejo protitelesa. Halo, me slišite? Ja. Mogoče malo prekinilo. Tako, zdaj imamo malce slabši zvok. Slišim. Ja. Doktor Soršak, zdaj verjetno boste nam lahko pojasnili v zvezi s temi zapleti. Ja, zdaj se spet slišimo. Ja, zdaj vas slišim. Tako, Torej, v bistvu kar je pri nekaterih pa ugotavljamo tudi, da telo tvori protitelesa proti lastnim celicam in ta protitelesa napadajo rdeče krvničke in tudi krvne ploščice in tako v bistvu pride do zelo hitrega upada eritrocitov in krvnih ploščic, posledično zelo hitro se razvije slabokrvnost in tudi ali pa pride do krvavitve zaradi pomanjkanja krvnih ploščic. Drugi zaplet bolezni pa so pogostejši drugi raki, torej v bistvu bolniki imajo približno 3-krat povečano tveganje za druga rakava obolenja, torej rak kože, pljuč, prebavil in druge rake. Hvala lepa za enkrat. Želela bi povabiti še docenta doktorja Matevža Škrgeta, ker bi želela pravzaprav, da gremo od tu dalje, kot nam je iz točnice dala že naša gospa Darinka. Pravi, povedala nam je, ne ve, v resnici v vsakodnevnem življenju se ne zaveda ali toliko več ne ozira na to, da ima to diagnozo in jo samo redno spremljajo, zdravljenja ne potrebuje nikakršnega. Docent doktor Škrget, najlepša hvala, da ste z nami in zanima me, kaj to pomeni, da bolnika spremljate in kateri bolniki to potrebujejo in kako to v resnici izgleda, na kako pogosto naročite bolnika, ki ne potrebuje zdravljenja, na pregled. Dober dan. Zdaj, kot je gospa Vazovec že zelo lepo povedala, v bistvu danes, ko delamo zelo pogoste preglede krvne slike, večinoma najdemo to bolezen povsem naključno. Se pravi, bolniku se vzame kri, ugotovijo, da so povečane določene celice, v tem primeru limfociti, in potem jih napotijo v hematološko ambulanto. In vso diagnostiko je moč postaviti danes iz krvi, se pravi, pri kronični limfocitni levkemiji v bistvu pregled kostnega mozga ni potreben. Lahko se zanj odločimo, če so kakšne druge nejasnosti, zaradi česar bi želeli tole imeti, drugače pa je pregled krvne slike in ena posebna preiskava, ki te celice poskuša nekako dodatno opredeliti, tako imenovan pretočni citometer, zadosti za postavitev diagnoze. Tudi za oceno teh povečanih bezgavk pa organov večinoma zadostuje klinični pregled, se pravi, mi bolnika potipamo pazduhe v dimljah, trebuh potipamo, če je povečana vranca, in tudi te preiskave, kot so rečemo ultrazvok trebuha ali pa CT, načelno niso potrebni. Zdaj, če si zdravnik želi kakšen dodatni odgovor, je to seveda možno narediti, ni pa to nekaj, kar bi nam dodatno pomagalo pri sledenju. Tako da bolnike v bistvu vsako toliko časa naročimo v našo ambulanto, pogosto je to na začetku, ko ugotovimo bolezen čez 3 ali 6 mesecev in naredimo ponovno krvno sliko, da vidimo, če se je kaj spremenilo. Predvsem gledamo, če se je poslabšala hemoglobin, da je hemoglobin padel ali pa trombociti, ker to je znak, da je bolezen v kostnem mozgu napredovala in da bo eventualno potrebno zdravljenje. In sledimo, kako ti limfociti poraščajo. Ta tendenca, bolezen ima neko tendenco, da postopoma napreduje, postopoma poraščajo ti limfociti in z te hitrosti lahko nekako sklepamo, kako hitro bo šlo naprej. Če vidimo, da je ta porast zelo počasen, lahko potem bolnike tudi bolj redko gledamo, včasih, ko vidimo tudi enkrat letno ali pa celo na 2 leti določene redke bolnike. Sicer pa v povprečju spremljamo tamle na 6 do 12 mesecev, ko vidimo, da je počasna. Pri določenih bolnikih, kjer pa vidimo, da pride do zelo hitre podvojitve teh limfocitov, se pravi, da se podvojijo v manj kot 3 mesecih, jih pa spremljamo bolj pogosto ali jih pa celo začnemo zdraviti.
Kako pa sprejmejo pravzaprav bolniki, da jim predstavite, imate tako in tako diagnozo? Dobro, zdajle vas pa še ne bomo zdravili, vas bomo samo spremljali, bolnik pa morda sliši bolj kot ne samo levkemija. Kako veliko psihično breme lahko za bolnika to, da mu pojasnite, da ne rabi zdravljenja, da ga boste samo spremljali na 3 ali na 6 mesecev? Mislim, glavni problem je dejansko ta beseda levkemija, ne. Če bi rekli, da tu gre za kronični drobnocelični limfom, bi bilo bistveno lažje, ne. Problem je, da večina ljudi levkemijo dejansko enači z akutno levkemijo, ki je povsem drugačna bolezen, kjer je zdravljenje potrebno takoj, sicer pač se usodno konča. Zdaj, kronična limfocitna levkemija je ena izmed limfomov, v bistvu, se pravi, ena izmed kroničnih bolezni, in to pač poskušaš bolniku obrazložiti, seveda pa traja določen čas, da to sprejmejo. Imamo pa dovolj podatkov, da vemo, da bolnike zgodaj začeti zdraviti, s tem ne doprinesemo nič k njegovemu, niti boljšemu počutju, niti boljšemu preživetju. Edino, kar lahko naredimo, da ima bolnik dodatne sopojave, da lahko pride do drugotnih zapletov in da bolniku celo poslabšamo preživetje, kot pa izboljšamo. Tako da neko zgodnje zdravljenje nikakor ni smiselno, in ko človeku to prvič poveš, misli, da si seveda nor, ne, poveš, da ima levkemijo, pa da ga ne bo zdravil, ampak potem ponavadi jim razložiš in tudi sami malce povedo, tudi društva bolnikov, tako kot vaša ali pa druga društva, tule pomagajo s tem, da si med seboj bolniki izmenjujejo izkušnje, da si preberejo lahko kakšno literaturo, ki jo društva izdaja. Vemo, da na internetu je poleg pametnih stvari tudi kup neumnosti. In potem nekako, ko vidijo, da jim dejansko nič ni, sprejmejo tole in so v bistvu tudi zadovoljni, da ne rabijo nič. Je pa problem, da tega tudi vedno več ugotovimo, ker je medicina toliko napredovala, ne. Zdaj najdemo te klonalne celice tudi pri bolnikih, ki v bistvu sploh še nimajo KLL, ker so bolj občutljive preiskave. Tako da verjetno bomo v prihodnje vse več našli bolnikov, ki ne bodo nikoli rabili zdravljenja, ker bomo našli tiste res skoraj nepomembne klone teh celic, ne. Doktor Škrgec, jaz vem, zdravniki nikoli ne marate teh vprašanj o statistiki, pa ne življenjska in ne vedno zanesljiva, pa vendar, koliko teh bolnikov pravzaprav nikoli statistično ne bo potrebovalo v povprečju zdravljenja? Kaj ti podatki danes kažejo? Pravite pa, da bodo z leti in s časoma še boljši. Kot je že bilo rečeno od kolega, približno 30 do 40% bolnikov nikoli ne rabi zdravljenja. Verjetno so to tisti podatki, ki je teh podatkov relativno malo, ki se bojo še spremenili, ker bolezen ugotavljamo vse bolj v nekih začetnih fazah ali pa pri ljudeh, ki sicer nikoli ne bi prišli do zdravnika. Se pravi, več kot bomo delali teh preiskav, več bomo našli te bolezni, ki sicer, če ljudem ne bi kontrolirali, pa pravili preiskav, sploh ne bi vedeli, da imajo KLL in bi živeli brez tega, v bistvu, brez diagnoze. Tako, kdaj pa začnete zdravljenje, kdaj ugotovite, da je zdravljenje pa potrebno? Torej, pri nekaterih lahko že precej zgodaj, pri drugih pa potem med spremljanjem verjetno nekoč ugotovite, da je bolezen se napredovala, se poslabšala. Torej, kdaj začnete zdravljenje? Par razlogov imamo, da začnemo zdraviti. En izmed razlogov so ti omenjeni B simptomi, se pravi, da sama bolezen zaradi tega velikega obrata celic dela določena težava. To je najpogosteje vročina, lahko hujšanje, in to hujšanje je dejansko nekontrolirano, se pravi, bolnik popolnoma normalno je, normalno se prehranjuje, teža pa kar pada. Za nekaj definicije je tam 10% v 6 mesecih, ampak seveda, če vidimo, da je začel bolnik hujšati, potem ne bomo čakali 6 mesecev, da dejansko izgubi 10 kg. Saj neko nenormalno hujšanje in to potenje je pa dejansko izrazito, ker rečemo, v poletnih mesecih imamo včasih težko rečemo, ali to nenormalno ali normalno, ampak to potenje je takšno, da se bolnik mora po noči preobleči enkrat, dvakrat. Bolniki tudi rečejo, da morajo celo jogi obrniti od postelje, ker je prav prepoteno, kot da bi se stuširali. Seveda, to so tisti simptomi bolezni, zaradi katerih seveda bolnik ne more tako živeti in zaradi tega začnemo zdraviti. Drugi razlog so, da se začne krvna slika slabšati, se pravi, hemoglobin pade ali pa trombociti padejo, tista neka arbitrarna meja, ko rečemo, da je potrebno zdravljenje, je vrednost pod 100. Pri čemer je treba biti pozoren,
da pri KLL ponavadi sprva pade hemoglobin. Vemo, kot je bilo povedano, da lahko pride tudi do nekih imunskih zapletov, da trombociti lahko padejo. Takrat, ko samo trombociti padejo, se tudi ni nujno, da odločimo za zdravljenje, ker lahko gre za imunski zaplet, se pravi, da telo lastno uničuje lastne trombocite, medtem ko bolezen še ni napredovala. Tista tretja stvar, ko včasih so pa bolniki skeptični, so pa te povečane bezgavke. Same povečane bezgavke nikoli niso razlog, da začnemo zdraviti. Načelno piše v nekakih smernicah, pa spet je to ena arbitrarna številka, da takrat, ko so 10 cm ali več, da takrat začnemo zdraviti, seveda so res ogromne bezgavke, ki so ne samo estetsko, ampak tudi funkcionalno moteče, ker lahko pritiskajo na sosednje organe. Seveda, če so te bezgavke manjše, pa delajo težave, se pravi, da stiskajo rečemo na sečevod ali pa na kakšen drugi organ, začnemo zdraviti. Pa te težave, ki jih bolniki navajajo, izredno povečane bezgavke, ali pa takrat, ko vidimo, da se začne kri slabšati in menimo, da je to posledica bolezni. To je potem razlog, da začnemo zdraviti. Kako poteka to zdravljenje oziroma katera orožja vse imate v rokah? Slišali smo uvodoma Kristino, vedno več je tudi novih zdravil, pa novih pristopov. Ali to velja tudi za KLL in kaj so recimo tiste osnovne smeri zdravljenja, ki jih imate na voljo za bolnika s kronično limfocitno levkemijo? Zdaj, kot sem na začetku povedal, ko bolezen diagnosticiramo, v bistvu edino, kaj naredimo krvno sliko, pa naredimo pretočni citometer. Potem, ko pa vidimo, da se bolezen slabša in da jo je potrebno pričeti zdravljati, pa naredimo dodatne preiskave. Mi v bistvu s temi preiskavami poskusimo ugotoviti, kakšna je biologija teh celic. Po domače povedano, koliko so žleh te celice, koliko se bodo pustile zdraviti. To naredimo z genetskimi molekularnimi preiskavami in nekako lahko danes ločimo nekje dve obliki. Ena je oblika ta, ki je relativno prijazna, se pravi, nima teh neugodnih pokazateljev in to lahko zdravimo danes še vedno z kemoimunoterapijo. Kemoimunoterapija pomeni, da uporabljamo standardni citostatik, ki jih uporabljamo različne, ter uporabljamo eno biološko protitelo. Na drugi strani imamo pa tiste bolnike, ki imajo neugodno obliko bolezni, se pravi, imajo različne neugodne te pokazatelje, ker pa vemo iz številnih raziskav, da ta navadna kemoimunoterapija deluje zelo slabo oziroma deluje zelo kratek čas. In pri teh se danes odločamo za zdravljenje s temi novimi tarčnimi molekulami. Nekako je problem, da te neugodne celice najdejo zelo hitro obrambni mehanizem po kemoterapiji in zato rabimo tarčne molekule. Danes uporabljamo vsaj dve različni skupini teh zdravil, neposredno ne vemo, katero je boljše, to lahko šele iz primerjave različnih študij določimo, ampak pomembno je, da se predvsem na podlagi, kaj si bolnik želi, kakšne ima trenutno težave, kakšne sopojave lahko pričakujemo ob teh zdravilih, ker se sopojavi nekoliko razlikujejo, na podlagi tega potem v dogovoru z bolnikom odločimo. Torej, teh terapij in smeri zdravljenja je veliko, individualno se odločate, kot pravite, za vsakega posameznega bolnika, seveda glede na lastnosti njegove bolezni in seveda tudi njegove želje in potrebe. Zato bi vas prosila za te skupine oziroma te terapevtske pristope, ki ste nam jih omenili, če nam poveste njihove osrednje, denimo, lastnosti in kakšni so pravzaprav tudi pojavi pri teh zdravljenjih. Neko veliko podrobnost, mislim, da nimamo časa iti. Zdaj, sama kemoimunoterapija ima te sopojave, ki jih nekako ljudje, če drugo že iz televizije poznajo, se pravi, sopojavi kemoterapije, padejo lahko vse krvne celice, prihajajo do okužb. Redko kdaj, ko uporabljamo agresivno kemoterapijo, lahko pride tudi do izgube las, slabosti, bruhanja. Na drugi strani ta biološka zdravila delujejo točno na določene mehanizme znotraj celic. V glavnem zaviramo dve stvari, eno je ena Brutonova kinaza, tu danes uporabljamo dve zdravili iz te skupine, druga skupina pa zavira en posebni protein, ki povzroča, da te celice potem same odmrejo. Vsa ta nova zdravila bi si človek pričakoval, da nimajo sopojavov. Nažalost ni čisto tako. Tudi ta nova zdravila, ki so tarčna, nažalost ne delujejo samo
na te celice. Ker te tarče imajo tudi ostale celice, tako da so prisotni sopojavi. Ti sopojavi so včasih tudi težji za prepoznati, če jih nisi navajen. Tudi številni zdravniki, ki teh bolnikov ne spremljajo, niso naučeni. In to je tudi ena ideja knjigice, ki mislim, da bomo tudi danes pokazali, katere namen je, da v bistvu bolnike opozori. Ker lažno je tisto mišljenje, da zdaj pa to neko biološko, neko tarčno zdravljenje, da pa sopojavov ne bo. Bodo, treba je biti pozoren, in če se jih odkrije in če se jih uspešno potem z njimi soočajo oziroma preprečuje oziroma zdravi, je seveda težav manj, človek lahko ostane. Problem ene skupine teh zdravil je, da to predstavlja neko kronično zdravljenje. Večino kemoimunoterapij pač bolnik prejema 3 do 6 mesecev, medtem ko ta zdravila pa večinoma ljudje jemljejo tako, kot da bi imeli pritisk, se pravi, zdravilo se jemlje dnevno v nedogled. So pa za vsako od teh terapij, rekli ste, ni možno, čas nam ne dopušča vse detajle, tudi morda bi bilo takole v skupini to vendarle prezahtevno, ampak so neka opozorila pri vsakem zdravilu, ki jih mora bolnik torej upoštevati, ko prejema takšno terapijo, ko prejema takšno, citrusi in tako naprej. Z vsako ste nam v tej knjižici, ki bo kmalu pred božičem še izdana, navedli cel spisek reči, ki jih je treba prilagoditi terapiji. Zagotovo se educira bolnika, kje? Pri hematologu, pri družinskem zdravniku, kako to gre? Večinoma, ko mi bolniku predpišemo to zdravilo, že mi na podlagi tega, da mu predpišemo, smo se odločili, da je za tako zdravilo, se običujem tam v živo, zdaj piše NDI. Ja, torej, težko rečem. Jaz bi predlagala, da kar nadaljujemo s pogovorom, pa bomo sproti ugotovili in upam, da bomo bili slišani, da bomo slišani in videni našemu občinstvu. Izvolite, doktor Škrget. Upam, da se vidimo, tako da bom jaz nadaljeval, če ne pa mislim, da je posneto, tako da bojo verjetno lahko naknadno tole tudi spustili. Vsi še pogledali. Ja, tako da med zdravili se izbiramo predvsem na podlagi tistih sopojavov, pa katere sopojave mislimo, da bojo bolniki lažje prenesli. Zdaj, glavni sopojavi teh zaviralcev Brutonove kinaze so predvsem krvavitve. To zdravilo deluje zelo, zelo podobno kot aspirin lahko na naše te trombocite, zato ljudje lahko krvavijo. Zelo pogosto imajo take drobne kožne krvavitve, ki načelno niso pomembne, redkeje pa lahko pride do pomembnejših krvavitev. Tako da pri teh bolnikih je res pomembno, da izberemo tiste, ki že ne jemljajo neka zdravila za starevanje krvi. Sicer jemanje teh zdravil ni absolutna kontraindikacija, ampak moramo biti nekoliko bolj pozorni, moramo paziti točno, katera zdravila jemljajo od teh zdravil. Pozorni smo seveda, to velja praktično za vsa zdravila, na določene te sadeže, kot je pač tale grenivka, pomaranča, ta sevilska, ki je v bistvu jaz nisem niti poznal. Še zdaj ne vem točno, kako izgleda, ima pa menda vse marmelade iz pomaranče tole noter, tako da v bistvu pomarančne marmelade načelno se jih ne bi smelo jemati, ker imajo to kot dodatek noter. Pa seveda določeni izvlečki, kot so šentjanževka in podobne te čaji, ki lahko delajo interakcijo z zdravilom in zdravilo lahko bodisi ne deluje, ali pa lahko se dvigne koncentracija tega zdravila in posledično pride do več sopojavov, tako je, da je potrebno tule biti pozoren. Tista druga skupina zdravil, predvsem mislim tudi na te zaviralce BCL oziroma venetoclax, ki ga trenutno uporabljamo, teh sopojavov nima, ima pa probleme predvsem na začetku. Na začetku povzroča zelo hitro lahko razpad teh celic in posledično lahko pride do zapletov. Tako da na začetku od bolnika to zdravljenje pomeni zelo velik angažma. Bolnik mora ali na začetku biti v bolnici, koliko pa ni bolnici, pa mora biti vsaj prvih 5 tednov, vsaj 2 dneva v tednu, praktično cel dan v dnevni bolnišnici, zato da kontroliramo kri zjutraj, da kontroliramo kri potem, ko vzame zdravilo in jo eventualno prilagodimo. Tako da je nekoliko različno to jemanje zdravil na začetku. In to je seveda za bolnika, ki je recimo oddaljen od bolnišnice, ki je recimo slabše pokreten, je ta dnevni prihod vsak dan pa čakati potem tam na stolu in to 5 tednov zapored lahko precej velik napor, ki bolnika toliko utrudi, da bo zaradi tega lahko imel težave.
Zato je pomemben ta individualni pristop pa odločitev na podlagi tega, kako, ne samo kaj si želi bolnik, ampak kaj je zmožen bolnik. Torej, tak širša slika, ne? Zdravniki vedno želite širšo sliko, kajti vsak od teh momentov seveda vpliva na zdravljenje samo, a ne, in zagotovo tudi na nek način na njegov uspeh ali morda pričakovan uspeh. Hvala lepa, docent dr. Škrget. Za zdaj bi se preselili spet za hip v Maribor in doktorja Soršaka pa vprašali, kakšne so pa te podporne terapije, ki jih imate v medicini in v hematologiji še posebej na voljo, da lahko blažite neželene učinke, neke sopojave, kot smo slišali, tarčnega zdravljenja, predvsem kemoterapije, kako lahko bolnikom pomagate? Ja, kot je dr. Škrget že rekel, teh neželenih učinkov je kar nekaj, tako da si bom spet pomagal z slajdi. Vidite, mislim, da upam na te slajde. Tako, vidimo. Torej, v bistvu pomemben neželen učinek same bolezni, kot tudi vseh terapij so okužbe, tako da je pomembno, da jih pravočasno prepoznamo, zdravimo. Pri tem je zelo pomembno, da ljudje skrbijo za zdrav življenjski slog, jejo raznoliko prehrano, se redno gibajo, imajo dosti aerobne aktivnosti. Pri tem jim lahko pomagamo tudi z temi programi rehabilitacije, ki so na voljo. Prav tako je smiselno, da se bolniki z KLL izogibajo množicam, torej tam, kjer je večja možnost okužb. Svetujemo redno cepljenje proti pnevmokoku, gripi, covidu, drugim boleznim. In pa, da ljudje morajo biti pozorni na simptome okužb, torej v bistvu, da pravočasno prepoznajo okužbo in grejo k zdravniku, da dobijo antibiotik, če je potrebno. Torej, če imajo vročino, kašelj, da opažajo na novo pekoče odvajanje vode, drisko, kakšen izpuščaj po koži oziroma druge znake okužb, te morajo iti pravočasno k zdravniku. Pomembno je tudi preprečevanje hujšanja, svetujemo pogostejše, manjše obroke, predvsem pri tistih, ki imajo veliko vranico. Po potrebi dodajamo enteralne napitke in pa pri tem jim tudi pomaga dietetik, ki je tudi tako lahko v sklopu tega programa rehabilitacije dostopen. Pogosto se pojavljajo slabosti, bruhanja, pri tem jim lahko pomagamo z zdravili proti bruhanju, z zaviralci, protonske črpalke oziroma prilagodimo terapijo, tako da zmanjšamo odmerek zdravil, ki jih prejema. Pri bolnikih s KLL je pogosta slabokrvnost, ne toliko zaradi terapije, kot že zaradi same bolezni. Tukaj so potrebne pogosto transfuzije, lahko tudi damo rastni faktor, torej eritropoetin. Vkolikor pride do nevtropenije, torej pomanjkanja belih krvničk, lahko je potrebno zmanjšanje te terapije, tudi tu lahko se poslužujemo rastnega faktorja in v primeru hude nevtropenije so bolniki bolj ogroženi za okužbe, takrat morajo tudi paziti, kaj jejo, torej v bistvu svetujemo, da ne jejo res neke umazane hrane, plesnivih sirov, tudi kakega surovega mesa, surovih rib, ti niso priporočljivi. Zdaj, nekatera od teh zdravil, predvsem brutonski inhibitorji, lahko povzročajo motnje srčnega ritma. To bolniki prepoznajo tako, da čutijo neredno bitje srca, razbijanje srca, hitrejši utrip si izmerijo, ko si merijo tlak. In tu pa je dostikrat potrebna nadaljnja internistična obravnava, dodatna zdravila proti krvnim strdkom oziroma antiaritmična terapija. Prav tako je smiselno, da so bolniki deležni psihološke podpore, vsaj v začetku je to potrebno, da se seznanijo z boleznijo. In pa tudi, vkolikor jim damo teratogeno terapijo, je pomembno tudi, da se zavedajo, da morajo imeti dober kontraceptiv, da ne bi slučajno prišlo potem do kakšnih okvar. To je sicer redko problem, ker je to bolezen starejših ljudi. Doktor Soršak, jaz bi tukaj za hip vključila še našega doktorja Škrgeta,
Doktor Škrget, bi vas samo povprašala v zvezi s to kontracepcijo, ko imamo v mislih vendarle, čeprav gre za bolezen starejših ljudi, ampak vendarle je dovolj samo kontracepcija v smislu preprečevanja neželene nosečnosti ali tudi kontracepcija v smislu prenosa, pravzaprav telesnih tekočin. Nam lahko to malo pojasnite? Da gremo malce širše v bistvu na spolnost, ker verjetno to zanima bolnike relativno pogosto, pa si ne upajo verjetno vprašati. Tako da spolnost načelno je varna, takrat, ko so ljudje ob kemoimunoterapiji, v globoki aplaziji, o tem bodo opozorjeni. Takrat se morda priporoča kratkotrajna vzdržnost, sicer je pa spolnost povsem varna. Treba se izogibati morda kakšnim bolj naprednim tehnikam, kjer lahko pride do poškodb, ker seveda je to mesto okužbe potem lahko. Glede kontracepcije ima ta v bistvu dvojno vlogo. Eno je vloga, da samo nosečnost ob zdravilih, ki lahko povzročajo škodo na plodu, se pravi, ni zaželena in si tega ne želimo več videti, ker smo v preteklosti imeli s tem težave. Druga stvar je pa, da tudi zaščitimo v bistvu partnera pred ostanki bodisi kemoterapije, bodisi drugih zdravil, tako da je potrebna v bistvu preprečna barierna zaščita, se pravi kondom. Se pravi, lahko se to kombinira, se pravi, z oralno kontraceptivom za večjo varnost, ampak načelno je potreben tudi kondom. Če nam lahko to razložite še preprosteje, torej, če se zdravi moški, je treba, če vas prav razumem, preprečiti prenos semenske tekočine do njegove partnerke, pa ne zgolj zaradi preprečevanja nosečnosti kot take, ampak tudi zdravja partnerke, medtem ko se partner zdravi z kemoterapijo oziroma kemoimunoterapijo. Tako. Dobro, najlepša hvala. Vsi citostatiki se v bistvu kopičijo v vseh naših izločkih. Res, da je tega zelo malo, ampak načelno velja, da nobena koncentracija citostatika ni varna, če seveda človek ne potrebuje za zdravljenje. Tako, doktor Škrget, to, ker te informacije ne slišimo pogosto, pa pravite zelo pomembno ali ne upamo niti vprašati in tako naprej, to velja samo za te sheme kemoimunoterapije, ki se za KLL uporabljajo ali tudi za druge sheme kemoterapije ali imunoterapije, velja to za vsa zdravljenja v resnici v hematologiji in splošno v onkologiji morda? To velja v bistvu za vsa ta zdravljenja s kemoterapijo ali pa kemoimunoterapijo. Se pravi, tudi pri ostalih levkemijah, limfomih, tudi pri solidnih rakih, kjer citostatik ostane v telesu in se včasih izloča. Pa to velja načelno za vsa ta zdravljenja. Lahko da je razlika pri določenih citostatikih, kjer je pač potrebno potem vprašati tistega zdravnika, kakšno kombinacijo uporabljajo za rečemo zdravljenje raka jetra, raka debelega črevesa. Določeni citostatiki se lahko tudi bistveno dlje časa izločajo. Tako da seveda je potrebno včasih potem to barierno metodo še bistveno dlje časa uporabljati, kot pa pri teh citostatikih, ki jih pri tej bolezni uporabljamo, ko se relativno hitro sčisti iz telesa. Najlepša hvala za to informacijo. Očitno je ni mogoče dovoljkrat poudariti, ker ne upamo pravzaprav po njej povprašati in kot pravite, je zelo, zelo pomembna v tistem momentu za dva človeka, ne zgolj za enega. Doktor Soršak, še za hip, zelo zanimivi so bile te vaše drsnice, veliko različnih reči ste odprli, med drugim denimo pomen ustrezne prehrane in klinične dietetike in omenili ste tudi program celostne rehabilitacije za bolnike s krvnimi raki. Pravite, tudi pri KLL nič drugače kot pri drugih oblikah krvnih rakov je ustrezna prehrana tista, ki lahko podpira zdravljenje, če za zdravljenje seveda pri KLL-ju gre. Ja, absolutno je pomembna prehrana. Na splošno zdrav življenjski slog z rednim gibanjem, z prehrano in z gibanjem hujšanju. V bistvu, če je človek v formi, dosti bolje zmore to bolezen, tudi zdravljenje dosti lažje prenaša in je pomembno, da že v bistvu že preden zdravimo, preden sploh pride do zdravljenja, je dobro, da se ljudje vključijo v celostno rehabilitacijo, ker potem, ko bo potrebno začeti zdraviti, pridejo tja v boljši koži.
Hvala lepa. Omenjali ste tudi pomen psihološke podpore, kot je tudi dr. Škrget omenjal, gre v nekaterih primerih za doživljenjska zdravljenja, v nekaterih pa nikoli ne pride do zdravljenja, pa bolnika spremljajo, kar je seveda tudi lahko veliko psihično breme. Tukaj bi rada izpostavila dva programa v Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Prvi je prav gotovo torej program celostne rehabilitacije, ki ste ga, dr. Soršak, omenili večkrat skupaj na poti do zdravja, ki ga skupaj z Združenjem hematologov Slovenije v našem združenju izvajamo in ki zelo uspešno teče že 4. leto. Njegova uporabnica je tudi gospa Darinka Vazovec. Tukaj je na voljo tako psihološka podpora, kot tudi klinično-dietetična, fizioterapevtska in kineziološka, za ljudi, ki potrebujejo torej individualno obravnavo, pa je na voljo nova spletna platforma, ki se imenuje posvetuj.se, kjer lahko imajo brezplačne spletne posvete z kliničnimi psihologinjami. Ena je gospa Sanja Roškar z UKC Maribor, ta druga pa je doktorica Vesna Radonič-Miholič, klinična dietetičarka pa v obeh programih enaka, gospa Urška Jelenko iz Onkološkega inštituta v Ljubljani in tudi njena kolegica gospa Huzjan iz UKC Maribor. Zato se mi zdi dobro, da ljudi upozorimo, da izkoristijo in pokoristijo vse te možnosti, ki so jim na voljo in podpirajo pravzaprav jih v zdravljenju, že med zdravljenjem in v povratku nazaj v življenje. Zdaj pa moramo povedati, kako uspešna so ta zdravljenja. Veliko smo jih omenili, veliko različnih terapij, tako da dr. Soršak se iz Maribora spet selimo v Ljubljano k dr. Škrgetu. Dr. Škrget, ti posamezni terapevtski pristopi, ta posamezna zdravila, kako uspešno je zdravljenje kronične limfocitne levkemije? Ja, v bistvu zmeraj bolj. Zdaj, za vsa ta nove male molekule, nova mala zdravila, sprejeta takšna zdravila, šele sedaj vidimo, kako so uspešna, zato ker jih uporabljamo praktično 7-8 let. In rečemo, za eno izmed teh zdravil, kot je ibrutinib, šele zdaj vidimo, koliko dosti ljudi je v bistvu po 5 letih samo po tem zdravilu v remisiji. Recimo, če govorimo za tisto najbolj neugodno skupino bolnikov, ki imajo prisotno eno mutacijo P53, včasih, ko nismo imeli teh zdravil, ko je bila prisotna samo imunoterapija, je praktično bolezen kljub zdravljenju napredovala koliko enega leta in potem praktično nismo imeli več ničesar dati. Zdaj, letos pa, ko prihajajo ti podatki ven za prav to skupino bolnikov, ki so jih začeli zdraviti pred 6 leti, vidimo, da jih je še danes velika večina še zmeraj na tem zdravilu. Se pravi, da tudi te najbolj neugodne oblike bolezni so še vedno na istem zdravilu že 6 let. Se pravi, to je izredni napredek za te. Tudi za ostale je tiste, ki so takoliko bolj ugodne, zgleda, da so lahko na teh, ko govorimo samo o tem skupini zdravil, se pravi protonove kinaze, na tem zdravilu lahko izredno dolgo, se pravi skoraj da doživljenjsko. Tako da postaja potem večji problem tule, kako se soočati s temi sopojavi. Kljub temu pa zaradi teh sopojavov prekine v redni klinični praksi, se pravi izven raziskav, skoraj da 20-30% ljudi. In tudi pri nas, ko smo pogledali te naše podatke, so tudi pri nas precej bolnikov prenehalo zdravljenje zaradi sopojavov. Zdaj, kadar so ti sopojavi resni, se pravi, da gre za večje krvavitve, se pravi, ni vprašanje, takrat je seveda zdravljenje potrebno prenehati. Pogosto so pa te težave vsaj na začetku relativno blage. Zdaj govorim za to skupino zdravil, kamor spada ibrutinib pa kolibrutinib. Pogosto so na začetku neki srbeči spuščaji po koži, lahko se pojavijo po lasišču, so lahko te kožne krvavitve. To ima praktično 30-50% vseh bolnikov, ki ta zdravila jemlje. Se pravi, to je pogost sopojav, ki je za nas, ko zdravimo, se nam zdi, da je to banalni, bolnika pa lahko to zelo moti. In lahko zaradi tega preneha jemanje zdravila ali pa ga jemlje neredno. In seveda tako neredno jemanje lahko vodi potem do napredovanja bolezni, lahko celo vodi do poslabšanja bolezni. Da se ta bolezen po domače navadi na to zdravilo in rata še bolj žleht, lahko rečem.
Da, če se odločimo za jemanje, je fajn, da se jemlje ves čas, in če se razmišlja o tem, da bi se prekinilo, je fajn, da se o tem pogovori s svojim zdravnikom. Saj ne bomo silili bolnika v nekaj, kar ne želi, ampak dobro je, da vsej vemo, da če bolezen gre naprej, ali gre za to, ker pač zdravilo ne deluje, ali gre za to, ker pač bolnik ne jemlje zdravilo. In tudi pomembno pri tej skupini zdravil je, da večino teh sopojavov je prisotnih prvih 6 do 12 mesecev, potem pa praktično izvenijo. Da tisti bolniki, ki zdržijo to prvo leto, načelno potem zdravilo jemljajo podobno, kot jemljajo ljudje zdravila za pritisk ali pa za maščobe, za izredno malo sopojave, pa praktično nič sopojave. In če ne pozabijo, sploh ne vedo, da jemljajo zdravilo. Tako da je res pomembno, da se na začetku opozori bolnika, zato ker če se jih opozori, potem ljudje to pričakujejo in se ne prestrašijo. Najbolj se ustrašimo tistega, kar je nepričakovano. In če rečemo, da ne bo nič, pa pride do krvavitev v kožo, se seveda človek straši in neha jesti. To je v bistvu normalna reakcija na neki taki zaplet. Če pa povemo, pa če bolnik prebere potem, da lahko do tega pride in da je to nekaj, kar ima številni bolniki in da bo to lahko izvenelo, potem bojo pa lažje to prenašali in lažje tudi jemali zdravilo kronično. Seveda lahko pride tudi do hujših zapletov, ki so pa na srečo pri teh zdravilih bistveno redkejši kot pri standardni kemoterapiji. Zato smo tudi šli na nova zdravila. Ni pa nobeno zdravilo, ki ga uporabljamo, pa tudi če vzamemo navadni paracetamol za znižanje povečane temperature, 100% varno. Zmeraj lahko pride v medicini do nekih zapletov, ampak še vedno so ta zdravila precej varna. Pomembna pa je, kot pravite in poudarjate, ta dobra komunikacija, to dobro sodelovanje s svojim lečečim zdravnikom, da se pomeniš, da ti on predstavi, kaj je možno pričakovati, včasih pogosto, včasih redkeje, in da se lahko pomeniš in tudi iščeš vedno pač tudi druge možnosti, ne pa recimo, da bi sam prenehal s terapijo in s tem ogrozil učinkovito samega zdravljenja. Drži? Tako. In seveda druga stvar, odkrito povedano, tudi mi včasih nimamo čas, mi včasih pozabimo, včasih bolnik pozabi, nekolikokrat se zgodi, da tisti hip, ko gredo od nas, se spomnijo, da morajo nekaj vprašati, zato so v pomoč v bistvu vaši programi, pa tudi ta knjižica, ki jo pripravljamo, ker bo na koncu tudi mesto za nekaj vprašanja, da se lahko človek, ko je doma v miru, pa razjasni svoje misli, napiše vprašanje in potem naslednjič vprašanje. Omenjali ste to knjižico o kronični limfocitni levkemiji, ta bo že druga z tega področja, pripravili ste jo z naslovom Zdravljenje KLL in obvladovanje stranskih učinkov, v kateri pojasnjujete različne možne načine zdravljenja, nekaj smo jih nakazali, dobro jih je poznati, zdravila, seveda, ki jih pri tem uporabljate, možne so pojave, ki smo jih prav tako omenjali, ter potencialne zaplete bolezni same. Knjižica je že skoraj, da nared ne moremo jo še danes pokazati, ker je pri oblikovalcu, bo pa zagotovo v tisku še pred Božičem in bo dostopna v združenju tako po pošti, osebno ali po elektronski pošti, pač v PDF obliki in na vseh oddelkih hematoloških slovenskih bolnišnic in vseh hematoloških ambulantah. In tukaj not ste zelo sistematično, enostavno in pregledno nanizali vse te, torej tudi opozorila pri posameznih terapijah, način, kako se jih torej jemlje ta zdravila, tako da sem prepričana, da bodo ljudem te knjižice zelo v pomoč. Prav tako tudi, to je pa problem, ki ga je omenil dr. Soršak, večkrat ste omenili nevtropenijo, tudi v tem je posebna knjižica, že nekaj let jo imamo na združenju, zelo pomembna tema in jo tudi lahko vedno brezplačno dobijo v elektronski ali fizični obliki. Vedno znova radi opozorimo, da si ljudje torej pridobijo tisto, za kar imajo možnost. Za konec bi jaz prosila še za eno zaključno misel in tokrat ima dama seveda prednost pred vama, gospodoma zdravnikoma, torej Darinka Vazovec, življenje z kronično limfocitno levkemijo, tako smo danes poimenovali to naše informativno srečanje. Ena misel, ena vaša sklepna misel, vi vendarle najbolj veste, o čem danes govorimo, ker bolezen poznate, čeravno samo pri diagnozi ne tako ostane iz prve roke.
Ja, to bolezen v bistvu je treba gledati pozitivno, na življenje gledaš pozitivno in tudi misliš pozitivno in živiš normalno življenje, dokler se le da. Vsak dan posebej in vsak dan Tako. veselo Ja, in pogumno. tako. Gospa Darinka Vazovec, najlepša hvala, da ste si danes vzela čas, še po službi in bila z nami in predstavila svojo izkušnjo. Vse dobro in ne ostane samo na neki napisani diagnozi in skrbnem spremljanju tega vašega KLL-ja. Velja? Hvala tudi vam, ja. Tako, ostanite prosim še z nami za zaključno in sklepno misel, prosim še docenta doktorja Škrgeta, morda. KLL, življenje s KLL. Gospa Vazovec, mislim, da je zelo lepo povedala. Zdaj, številne ljudi bolezen v bistvu prestraši. Prestraši jih beseda, ampak marsikomu lahko to odpre dodatne možnosti, da v bistvu živi bolj pazljivo in bolj polno. Zdaj, kot je rečeno, KLL ima tudi določene zaplete same po sebi. Mislim, da o tem danes nismo toliko govorili, ampak rečemo, kajenje je vsekakor ena izmed stvari, ki niso zaželene pri bolniku s KLL, zaradi tega, ker lahko pride tudi do ugotnih rakov. Pomembno je, da ljudje živijo koliko se da zdravo, z rednim gibanjem, da se udeležujejo vseh teh presejalnih testiranj, ki jih imamo v Sloveniji zaenkrat zelo dobro urejene, se pravi presejanje raka debelega črevesa, dojke in tako naprej. In vse kot kaže sedaj, kot gre razvoj zdravil naprej, lahko da bomo v prihodnje govorili vse o tako imenovanem funkcionalni ozdravitvi te bolezni. Lahko se na teoretični ravni kregamo, ali je bolezen ozdravljiva ali ni ozdravljiva. Ampak vse kot kaže, bo ta bolezen pri veliki večini bolnikov postala kronična, tako kot je postala kronična sladkorna bolezen, povišan pritisk, se pravi, da ne bo neposredno stregla po življenju naših bolnikov. Se pravi, bomo znali zdraviti z neko kronično terapijo z dokaj malo sopojavo in z normalnim življenjem. Najlepša hvala, docent dr. Škrget, za to lepo sporočilo, za čas, ki ste nam ga danes namenili in ki nam ga vedno, pravzaprav kadarkoli vas zanj prosimo, pa za knjižico, ki ste se ji tako posvetili in sem prepričana, da bo bolnikom in njihovim svojcem še kako v oporo. Najlepša hvala. Doktor Soršak, gremo za konec še v Maribor, še vas prosim za eno sklepno misel današnjega informativnega srečanja LNL, ki smo ga kronični limfocitni levkemiji namenili. Ja, KLL je raznolika bolezen, vsak bolnik je na svet zase, terapijo je potrebno individualno prilagoditi, poslušati bolnike, nasloviti njihove potrebe in jim tudi v bistvu omogočiti celostno obravnavo. Hvala lepa, torej, če sklenemo, napredek v zdravljenju gre naprej, velik del bolnikov potrebuje redno spremljanje in zdrav življenjski slog, kot je doktor Škrget omenil, torej udeležbo v presejalnih programih DORA, SVIT in ZORA, nekajenje, ustrezna telesna teža in redna telesna vadba, pa dobro in zadovoljno življenje tudi sodi zdravnika k dobri skrbi za zdravje. Tako, naj bo takšno to popoldne, naj bo takšen ves december. Vse dobro in najlepša hvala vsem sodelujočim ter vsem, ki so nas spremljali danes prek Slovenske tiskovne agencije. Lepo popoldne še naprej. Srečno, hvala. Lep večer.